Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji praznično obarvani pravljici bomo spoznali prikupnega, predvsem pa odločnega dečka Filipa, ki si želi postati Miklavž. Njegova domišljija ne pozna meja, pri uresničitvi njegovih sanj pa mu na pomoč priskoči tudi kuža. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ko bom velik, bom Miklavž. Nekega dne je učiteljica Ana vprašala svoje učence, kaj bi radi počeli, ko bodo veliki. Otroci so kar prekipevali od zamisli. Ko bom velik, bom vozil traktor, vzklikne Anže. Jaz bi rada imela pekarno in pekla rogljičke vseh barv, sanja Zoja. In ti, Filip? Vpraša učiteljica. Že veš, kaj bi počel, ko odrasteš? Ali vem? Seveda vem. Ko bom velik, bom Miklavž. Učiteljica Ana se nasmehne. Zelo domiselno. A če želiš postati Miklavž, bi se moral izšolati za to. Takih šol pa ni. Seveda so. Boste videli, da so. Ko prispe domov, Filip razmišlja le o eni stvari. Od danes naprej, tačko, bom Miklavž. Najprej moram poskrbeti, da bom že videti kot on. Začniva z mitro. To si lahko izdelam iz kartona. Naslednja stvar je palica. Izposodim si lahko kar tisto ob vratih, ki pripada dedku Ludviku. Moral se mu bom zahvaliti, da jo vedno pozabi doma. Glede brade. To zna biti bolj zapleteno. Na obrazu nimam takšnih dlak kot očka, zato... Prav imaš, tačko. Uporabil bom vato. Za piko na i moram najti le še oblačila. Mislim, da bo moj rdeči kopalni plašč več kot v redu. Poglej, tačko, kaj ne da sem videti kot Miklavž? Še nekaj manjka. Aha, že vem. Zelo pomembno vlogo boš imel tudi ti, tačko. Od danes naprej ne boš več kuža, temveč osel. Namesto pasjih piškotov boš jedel korenje in dobil boš preobleko z lepimi ušesi. Boš videl, izdelal ti jih bom iz kartona. Tačko, popoln si. Še jaz ne bi uganil, da si kuža. No, tega pa raje ne govori več. Osli rigajo, zato moraš reči i-a. Poskusi. Tole bo še trajalo. Ampak brez skrbi. Če Miklavževi osli znajo leteti, mislim, da smejo tudi lajati. Zdaj bova pa vadila še hojo po strehi. Ojej, teže je, kot sem mislil. Ne morem obdržati ravnotežja in po vrhu se mi še vrti. No, ampak saj nikjer ne piše, da Miklavž ne sme vstopiti skozi vrata. Težava je rešena. Aha, še nekaj je. Izboljšati moram svoje branje. Škoda bi bilo, da ne bi znal prebrati pisem, ki mi bodo poslali otroci. K sreči me je učiteljica Ana danes pohvalila, da lepo napredujem. Še dobro. Tačko, mislim, da sva nared. Pojdiva povedat mami in očku. Mama, očka, sprejel sem pomembno odločitev. Postal bom Miklavž. Čudovito, sinek moj. Že zdaj sta si podobna kot jajce jajcu, vzklikne mama. In celo osla imaš?
se čudi očka. Ali nocoj lahko vadim doma, preden začnem s pravimi obiski otrok? Krasna zamisel, odvrne mama. Z očkom bova šla zgodaj spat. Ko se znoči, je v hiši vse tiho in mirno. Greva, tačko, čaka naju prva dostava mandarin. Pst, biti morava tiho kot miški. Joj, prejoj, v temi me je vedno strah. Na to pa nisem pomislil. Reciva, da je Miklavžu dovoljeno, da si pomaga s svetilko. Odlično, mama in očka trdno spita. Poglej, pustila sta celo kozarec vode in korenje. Toda, zdi se, da je korenje že napol pojedeno. Tačko, si bil ti lačen? Vuf, vuf! Tiše, se boš prebudil. Miklavž nikoli ni glasen. O, tudi to se zgodi, odgovori globok, vesel glas. Nekoč mi je spodrsnilo na mandarini, zaradi česar sem celo izgubil mitro. Ampak, si to res ti, Miklavž? Ja, jaz sem, dragi Filip. Ko sem slišal, da bi rad postal Miklavž, me je prevzelo tako navdušenje, da sem se prišel prepričati na lastne oči. No, še dobro, da sem prišel. Si prava mala različica mene. Preden se odpravim, ti bom dal še en nasvet, Filip. Svojega osla raje hrani s pasjimi piškoti. Nocoj bom imel lepe sanje, saj vem, da se mi bodo nekoč tudi uresničile. Ko bom velik, bom Miklavž. Bravo, Filip, za tvojo neverjetno vztrajnost, s katero si nam lahko prav vsem za vzgled. Super. Všeč mi je tvoja neverjetna domišljija, pozitivna naravnanost ter tvoje veselje, ki mi je kar seglo pod kožo. Prav tako pa si zelo pogumen. Nenazadnje si srečal samega pravega Miklavža. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na zvestega kužka, ki je Filipu vselej stal ob strani. Res zelo simpatična pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim praznično obarvanim pravljicam. Lepo se imejte, bodite tudi vi polni domišljije, ter se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en Miklavžev pozdravček. Čau, čau! Bravo, Filip. Si pa res posrečen.